Milka priporoča Ford Kugo, sedaj že za 21.990 €, s Ford bonom za financiranje Ford Credit. Na prvaizbira.si. Sobota Info. Za vas raziskujemo, odkrivamo in razkrivamo aktualno dogajanje. Vsak dan nas obišče več kot 22.000 bralcev. Vsak mesec zabeležimo 1,5 milijona klikov. Ob izrednih dogodkih smo najbolj ažuren, hiter in odziven medij, ter tako prva izbira javnosti. Pomurke in pomurci aktivno soustvarjajo vsebine koledarja dogodkov, ponudbo malic in malih oglasov. Sobota Info je med najbolj branimi spletnimi mediji v Sloveniji. Že 17 let prvi v Pomurju. Sobota Info. Lovenjakov dvor v Polani pri Murski Soboti nadaljuje tradicijo nekdanje gostilne Lovenjak. Okolica je prava zelena oaza, ki gostom ponuja mir, počitek, spustitev, pa tudi rekreacijo. Urejeno imajo oboro z živalmi, ki so za goste prava popestritev in veselje za najmlajše. Sredi te oaze stoji domačija v starem prekmurskem stilu urejen apartma, poleg pa je hiška z džakuzijem in savno. Tu je še prostor za kampiranje. V tem kompleksu stoji tudi hotel Štrk s 24 sodobno opremljenimi sobami. Goste hotela lahko koristijo bazen in savne, gostilna pa goste razvaja z vrhunskimi jedmi, od ribjih jedi do prekmurskih specialitet, pripravijo ajdovo zlevanko, juhe, dedole zrezki, ajdovo kašo z jurčki, pa še mnogo drugega. Vabijo vas na obisk in topel sprejem. Kmečka salama. Piščančje prsi. Grajska salama. Za najboljše si je vredno vzeti čas. Ave narezki. Tausanges, paradajz iz Prekmurja. Tu so še moji bratje pa sestre. Z nami živejo tudi naši prijatelji. Tudi oni različni, kak mi. Rejsen smo kak ena velika družina. Zato, ka se imamo radi. Pride nas poglednut na Ljuštno domačijo. Imamo 100 najnačjih sort paradajza. Ljušt, najbolj zadovoljen paradajz v Sloveniji. Lepo pozdravljeni, drage gledalke in gledalci, v novi oddaji Vita, življenje je lepo. V zgodnjem sončnem dopoldnevu vas tokrat pozdravljamo iz Dolge vasi, kjer bomo v nadaljevanju obiskali 4 pridelovalce špargljev in povedali vse o dnevu špargljev, ki ga pripravljajo 12. maja. Potem pa se preselimo v Soboški park, kjer se je Mihaela Žilavec pogovarjala z Urbanom Urbancem. Govorila pa sta o moško-ženskih odnosih. Kot že rečeno, pa najprej na njivo med šparglje. Lepo pozdravljeni, drage gledalke in gledalci oddaje Vita, življenje je lepo, ki jo tokrat začenjamo že kar ob zgodnji jutranji uri tukaj na njivi v Dolgi vasi. To ni edina lokacija, ki jo bomo danes obiskali, pa vendar najprej lepo pozdravljam mojega prvega sogovornika, Endre Gönc, dober dan.
Dober dan. Tukaj se nahajamo na eni izmed vaših njiv, kjer gojite šparglje in s tem se pravzaprav ukvarjate že 18 let. Kako se spominjate teh začetkov? Zakaj se je vse skupaj začelo? Ja, začelo se je, kad smo se spoznali z gospodom Radikonom in bili smo prijatelji, on nas je v to uvedel na nek način. Začetek je bil težek glede prodaje, ampak to se s časoma nekako izoblikuje. Je kdo sploh verjel, da bodo tudi ljudje tukaj pri nas na severovzhodu Slovenije, v Pomurju predvsem, tako množično kupovali šparglje kot jih danes? Ja, na začetku smo bolj mogli prodajali smo bolj v Maribor, Ljubljano in v te slovenske kraje. Zdaj pa je tudi že to poznano fejst in jaz mislim, da 50% ljudi to redno je to zelenjavo. Kako dolga je ta sezona? Ta sezona traja nekje mesec pa pol, 2 meseca, od sredine aprila pa do sredine junija. Koliko ste jih to jutro že odpeljali na teren? Ja, Sveže narezanih? dosti sem že odpeljal. Dosti. Bomo zdaj še malo pogledali, kako se to naredi in kako se šparglji na njivi dejansko tudi odrežejo. Še vedno ostajamo v Dolgi vasi, preselili smo se na eno izmed njiv, na kmetiji Gomzi smo. Lepo pozdravljeni, moja naslednja sogovornica, gospa Natalija. Tudi vi se ukvarjate s tem, da gojite šparglje. Ugotovili smo že, da je to nekako sezonska dejavnost, mesec in pol traja. Pa zdaj izgleda to tukaj nekoliko drugače. Ja, v bistvu mi gojimo šparglje na travniški način, torej jih imamo med travo. Zdaj bo začela kmalu kamilica tudi cveteti in imamo tudi ogromno kamilice vmes. Drugače pa vsak pridelovalec ima svoj način, enemu to odgovarja, drugemu tisto. Mi smo se nekako privadili tega načina delanja. Tudi rezanje špargljev ni enako pri vseh, ne? Ne, to pa je spet odvisno od tehnike, od človeka. Mi pač uporabljamo škarje, ki so malo ukrivljene navzgor za lepši rez. Tako da to je pač način, ki smo se ga mi navadili in privadili. To je tudi pri vas družinska dejavnost? Kdo vse se ukvarja z gojenjem špargljev? Ja, v bistvu to je nekoč že začela naša babica. Nato pa smo mi vzeli v najem to njivo, na kateri se nahajamo, smo vzeli v dolgotrajni najem. Smo pa še dokupili en del njive na enem drugem področju. Tako da imamo v bistvu na 3 krajih šparglje in ko je špargljeva sezona, imamo od ta najstarejših do najmlajših, vsi delajo samo za šparglji. Tako da pri nas je sedaj 60 dni posvečenih samo špargljem, ne gre se ne na prvomajske počitnice, ne planira se nobenih aktivnosti, samo šparglji in šparglji. Ugotovili smo že, da je čedalje večje povpraševanje tudi v našem koncu po špargljih, sploh po zelenih špargljih, ker imajo tudi zelo veliko nekih učinkovin, ki blagodejno vplivajo na vaše telo. Bi morda še kakšno besedo o tem povedali? Ja, v bistvu zeleni šparglji so za moje pojme boljši od belih, ker jih ni treba lupiti, kar je prva zadeva, ker je malo bolj praktično. Nosijo več klorofila, torej vitamin D dobivajo na soncu. Drugače je pa to ista rastlina, ki se pač bere na drug način. Zdravilne lastnosti pa so predvsem v čiščenju celotnega telesa, kar vidimo na vodi po tistem, ko jih uživamo oziroma bolj vohamo. So tudi antikancerogeni, čistijo jetra, ledvice. V glavnem imajo zelo dosti pozitivnih lastnosti, imajo tudi dosti vitaminov, železa in so priporočljivi v bistvu za vse generacije. Eni si celo delajo špargljevo pasto za njih, ki si jo mi tudi delamo in jo dajemo stran za čez zimo. Mi jih uživamo tudi surove. Posebno tisti, ko so malo tanjši,
imajo dosti vlaknin v sebi in so absolutno najboljši brez kakršnekoli termične obdelave, čisto surovi. Okus imajo kot mlad grašček v bistvu in tudi za otroke kot popoldanski prigrizek je tudi mi jim v glavnem ponudimo in sprejmejo. Zdaj pa smo se preselili za mizo na domačiji Sarjaševih. Jožica, Sarjaš, lepo pozdravljeni. Tudi vaša družina se ukvarja tukaj v Dolgi vasi z gojenjem špargljev. Nimate pa samo zelenih. Ste v bistvu, oziroma je to vaša posebnost med pridelovalci špargljev v Dolgi vasi, da gojite tudi druge vrste? Ja, imamo zdaj še bele šparglje, potem pa še imamo tudi, letos smo začeli z pobiranjem vijoličnih, kar je tudi mogoče ena novost med temi špargljami tu v tej okolici, ki še nimajo vijoličnih. Pa vijolični se niti tako pogosto ne znajdejo na tržišču oziroma v naših trgovinah. Kakšna je njihova posebnost? Ja, mogoče so bolj sladkega okusa kot zeleni, pa manje teh nit vsebujejo, kako ostali, niso tako vlaknasti. Za pridelovanje so pa najzahtevnejši kateri? Ja, beli, ker so v takih osipani so in potem vsakega posebej moraš najti ven iz te zemlje, ker se ne vidijo. Zakaj in kdaj točno ste se odločili za to dejavnost, za gojenje špargljev? Ja, 1999. pol smo prvi nasad posadili, to je zdaj že precej izrabljeno, tako da smo 2011. posadili zdaj tale drugi nasad, ker ga zdaj že intenzivno pobiramo. Omenili ste, da načrtujete razširiti dejavnost, torej ne prodajati samo svežih špargljev, pač pa jih tudi konzervirati. Ja, začeli bomo nekaj z predelavo, konzerviranjem teh v kis, pa mogoče bi še dalo se kaj zamrzniti, kot v zamrzovalnik, vakuumsko pakiranje, pa bomo probali nekaj glede tega še. 12. maja bo tukaj v Dolgi vasi zdaj že tradicionalni dan špargljev. Kako se vi pripravljate, je vaša družina na to? Ja, priprave so velike, treba pripraviti vse, kaj bomo skuhali, neke sestavine, pa ja, dela je veliko glede tega tudi, ja. Posebnost na tem dogodku je pravzaprav to, da vsaka družina, vsak pridelovalec v Dolgi vasi pripravi nekako svoj meni. In najbrž je potrebno tudi to zelo dobro naštudirati, kaj ponuditi gostom. Ja, zdaj že par let gremo z langoši špargljevimi, kar zelo dobro gleda, tako da letos bomo tudi s tem šli ven. Pa potem imamo neke palačinke z omako, pa mogoče še kakšna ideja pade, pa še bo kaj zraven. Še ena izmed zelo pomembnih kmetij oziroma domačij tukaj v Dolgi vasi je kmetija Radikon. Lepo pozdravljeni, Izidora. Pozdravljena. Vi ste pravzaprav tisti, ki ste nekako kulturo, rastlino, šparglje same prinesli iz Primorske v naše prekmurske, pomurske konce. Ampak ne prav vi, pač pa vaši predniki. Kako se je začela ta zgodba? Ja, ta zgodba se je začela tako, da so med Prvo svetovno vojno moji pranona in pranono zapustili rodno Primorsko in se naselili tukaj v Dolgi vasi. In za seboj so prinesli takrat tudi zelenjavo iz Primorske, kot je na primer radič, breskve so nasadili in seveda tudi šparglje. Tako da mi gojimo še vedno staro sorto Mary Washington, ki je zelo okusna in manj rodna kot hibridna, ampak je s tem tudi nekako tradicijo ohranjamo, da tisto sorto, ki so jo oni prenesli, jo tudi dalje gojimo. Danes je pa pri vas v bistvu najmanj površin izmed vseh teh pridelovalcev, ki jih zasedajo šparglji. Imate pa sicer certificirano ekološko pridelavo, tako da pri vas lahko kupimo ekološko pridelane šparglje. Ja, tako, ekološko pridelane in vso ostalo zelenjavo, ki je tudi certificirana. Kako komentirate to? Pravijo mnogi, da so šparglji neke vrste čudežna, zdravilna rastlina. Delite to mnenje z drugimi? Ja.
že moja mama je rada rekla, da so kraljica zelenjave, prva pomladna zelenjava, ki čisti telo in duha, antioksidant, ima veliko vode. Dostopnost današnja do različnih nasvetov in receptov pa nam itak omogoča, da si šparglje pripravimo na 1001 način. Najdemo jih tako kot glavno jed, kot prikuhe, priloge, tudi med sladicami se znajdejo, tudi konzerviramo jih lahko. Najbrž si ljudje naredijo tudi neko ozimnico špargljev. Ja, lahko se vložijo, lahko se samo zamrznejo. Mi jih delamo tudi namaze iz špargljev in sušene šparglje presno na 40 stopinjih sušimo in zmeljemo v prah, tako da so ohranjene vse vitamini. Se je lahko kot dodatek k jedem na različne načine. 12. maja bo tukaj v Dolgi vasi pomembna prireditev, Dan špargljev, ki je tudi čedalje bolj obiskana. Se tudi vi že pripravljate na ta dogodek? Ja, se pripravljamo. Pripravili bomo jedi, ki so skrivnost. Naj pridejo pogledat, vljudno vabljeni vsi, ki imajo radi šparglje, ali pa tudi ne, da jih poskusijo, pa se navdušijo nad njimi. Takole, drage gledalke in gledalci, v današnji oddaji Vita življenje je lepo, naše gostovanje v Dolgi vasi zaključujemo s predsednico krajevne skupnosti Gabrijelo Sobočan. Lepo pozdravljeni. Vi ste sicer ne samo predsednica krajevne skupnosti, pač pa tudi ena izmed pridelovalk špargljev. Koliko časa se že ukvarjate s tem? Tako je. Bom rekla, da šparglje sem začela pridelovati nekako na pobudo domačih lokalnih pridelovalcev. To je bila družina Radikon, ki je prva dala pobudo oziroma idejo za organizacijo Dneva špargljev. Vsi pridelovalci špargljev v Dolgi vasi pravijo, da so zelo ponosni na to vzpodbudo krajevne skupnosti in podporo, ki jim jo izkazujete, ne nazadnje tudi s tem, da jim izdatno pomagate pri organizaciji Dneva špargljev. Seveda, z to prireditvijo kot tako bom rekla, da nekako promoviramo ne samo naš kraj, ne samo našo občino, ampak tudi širše okolje. Bom rekla, prireditve kot je Dan špargljev in špargljevih jedi popularizirajo ne samo šparglje, ampak tudi nas, našo kulturo, naše običaje, naše ljudi. Namen te prireditve je bil ravno ta, da se ljudje pobliže spoznajo z šparglji. Jaz vam moram povedati, da prvo leto, ko smo organizirali, sem samo gledala, ljudje enostavno niso vedeli, če to raste na drevesu, raste na grmu ali pod zemljo. In res je naš namen ta, da se trudimo prikazati ljudem tudi v obliki žive kuhinje, ki jo izvajajo naši pridelovalci, špargljarji, kako tradicionalne jedi združiti z šparglji. In lahko se pohvalim tudi s tem, da smo z prireditvijo spodbudili tudi krajane, domačine, da so zasadili šparglje, sedaj jih že pridelujemo skoraj na 15-hektarski površini. V soboto 12. maja se bo tukaj v Dolgi vasi pred kulturnim domom zgodil ponovno Dan špargljev in špargljevih jedi. Kako je ta dan načrtovan? Kaj vse bodo tisti, ki pridejo, morda celo prvič ob tej priložnosti v Dolgo vas, lahko doživeli? Ja, 12. maja bomo ponovno organizirali Dan špargljev. Priprave že potekajo, program je že znan, taki plakati so že zunaj. Prireditev sama se začne ob 11. uri, kar pomeni, da se tudi živa kuhinja, na kateri se potem predstavljajo lokalni pridelovalci špargljev z pripravo domačih špargljevih jedi. Razen tega bomo potem imeli še gostinsko ponudbo. V
slovenski ponudbi kot taki se pripravlja še z drugimi 10 različnimi špargljevimi jedmi. Tako da tisti, ki nas bodo obiskali prvič, bodo imeli možnost degustirati 20 različnih špargljevih jedi. Seveda bo pa prireditev popestrena tudi z bogatim kulturnim programom. Naj tu omenim samo mačarske čardaše, hrvaške plesce, mačarsko, slovensko, hrvaško, domačo in tudi svetovno glasbo. Dogajanje bo celodnevno, brez protokola, kar pomeni, da bo potekalo tudi prav tako kulturni program celi dan. Popoldan pa bomo prireditev popestrili še z glasbeno-zabavnim programom. Samo prireditev pa bo še spremljala domača tržnica, kjer se potem predstavijo lokalni pridelovalci in bom rekla vsi tisti, ki imajo ponudbo domačih dobrot, naj si bodo to domači siri, naj bo to domače bučno olje, naj bo to domače testenine. Dajemo možnost vsem tistim, ki se doma ukvarjajo z predelavo oziroma z pridelavo domačih stvari, ter prav tako rokodelcem, da se tam predstavijo in tudi potem kaj prodajo. Zagotovo prireditev, dogodek, ki se ga je vredno udeležiti. Želim vam uspešno izvedeno prireditev in hvala lepa za to predstavitev. Hvala tudi vam. Šparglji vabijo v Dolgo vas, se vidimo v Dolgi vasi 12. maja. Pred nami je mesec ljubezni, narava se je prebudila, tako se je prebudila tudi naša čustva, hormoni. In ravno o čustvih in o ljubezni se bova danes pogovarjala z Urbanom Urbancem. Urban, lep pozdrav. Pozdravljam, Kajla, živa. Dobrodošel v Prekmurju in hvala, ker si se odzval našemu povabilu. Z veseljem, hvala tebi. Urban, ti si eden izmed redkih moških, ki govori o svojih čustvih, piše o čustvih. V naši družbi še nekako velja prepričanje, da moški ne jočejo, da so trdni, če pokažejo čustva, so šibki. Po tvojem mnenju to ne drži? Ne, sigurno imaš prav. Prevladujejo ti neki stari stereotipi in na podlagi tega pravzaprav moški delujejo v svojem moškem svetu, po svojem moškem principu. Ampak meni se je zdelo, da je to nekako napačno, ker tako moški kot ženske smo pač človeška bitja in vsi imamo čustva. In škoda bi bilo pravzaprav, da bi neko tako lepo stvar mi nekako stiskali, potiskali, tlačili nekam, namesto da bi jo izrazili. In jaz mislim, da je, oziroma sem prepričan, da je kazanje čustev pravzaprav le moč nekega posameznika in da je skrivanje tista šibkost in da ljudje malce drugačno si to vse skupaj interpretirajo. In če bi ljudje vedeli, oziroma moški, če bi si upali te stvari malce začutiti, jih dati ven, bi bili odnosi med nami pa med vami toliko lepši. Kakšne so po tvojem mnenju tiste prave kvalitete oziroma kvalitete pravega moškega? O tem velikokrat pišem, verjetno v teoriji je to meni zelo dobro poznano, v praksi še ne vem čisto točno, včasih malce tam zgrešimo, ampak moški, po mojem mnenju, mora biti vodnik, mora znati peljati v bistvu. Mora znati peljati nek odnos, mora znati peljati pač življenje, mora znati svojo barko pravzaprav zapeljati skozi nek vihar včasih čustev, ki so pretirana morda iz ene ali druge strani. Treba je, da je nek steber, da je nek svetilnik pravzaprav, ne vem, morda na morju nekega razburkanega oceana in da zna pravzaprav biti konkreten pravzaprav v svojih dejanjih, da ko nekaj reče, da tisto tudi stori, da stoji za svojimi obljubami, da stoji za svojimi besedami, da je mož pač dejan. Velikokrat je dobro, če zna biti iskren seveda v prvi meri do sebe, iskren seveda potem tudi do svoje partnerke in pa do sveta, ki ga obdaja, predvsem pa, da zna pravzaprav nekako ljubiti samega sebe, da zna ljubiti svojo partnerko, da zna ljubiti pravzaprav svet. In to se tudi v zadnje čase zelo izpostavlja, ljubezen do samega sebe. Kako narediti to oziroma kako udejaniti te besede? To ni tako enostavno. Jaz mislim, da zdaj veliko duhovnih knjig, zapisov ravno o tem govori v bistvu. Če mi želimo ljubiti nekoga drugega, moramo najprej ljubiti samega sebe in potem mi to poskušamo, ampak vedno pogojujemo našo ljubezen. Šele ko boš ti meni dala to, bom jaz tebi vrnil to. Ampak to ni ljubezen, to je po mojem mnenju trgovanje v bistvu. In ljudje velikokrat pravzaprav ne znamo ljubiti samega sebe in zato iščemo ljubezen pravzaprav zunaj sebe. Zato iščemo ljubezen v partnerju, iščemo jo v stvareh, iščemo jo v okoliščinah, iščemo jih v nekih dogodkih.
ker iščemo to izpolnitev pravzaprav in ne dojamemo, da je ta izpolnitev edina, ki lahko pride, je tista znotraj nas. In ko mi sebe sprejmemo v popolnosti, kajti najprej je tisto sprejetje samega sebe. Sprejetje, da si to, kar si, da se sprejmeš ne glede na tvoje morda nekvalitete, ne morda na podlagi tvojih, bom rekel, nekih videzov ali izgleda ali karkoli. V bistvu, ko se človek ne sprejme, takrat v bistvu to želi od nekje drugje. In tega, to jaz nekako skušam ljudem pravzaprav povedati, da ne glede na to, kaj si, kdo si, prvotno je treba samega sebe sprejeti in šele ko samega sebe sprejmeš, takrat lahko samega sebe ljubiš. In ko samega sebe ljubiš, takrat to ljubezen lahko predajaš potem in prenašaš na vse ljudi. Ti tudi to učiš na svojih delavnicah, predavanjih. Se Slovenci in Slovenke prebujamo? Definitivno se, ja. Pa ne samo to, kar jaz začutim preko moje strani, ampak tudi pač preko tistih, ki se s tem ukvarjajo, ker smo pač malo povezani, tudi berem veliko tega. Ampak osnova je pravzaprav, da če mi želimo svoje življenje živeti kvalitetno, če mi želimo biti radostni v življenju, če mi želimo biti srečni, to, kar se mi zdi, da je nek tisti glavni cilj, če lahko o cilju sploh govorim, nekega človeka, da je pač vesel, radosten, je potrebno pravzaprav, da se najprej posvetimo samemu sebi. In na mojih delavnicah jaz ljudem skušam pravzaprav pokazati, da so vsi odgovori znotraj nas, da je vsa sreča in radost že znotraj nas in da mi ne rabimo za srečo in radost dodajati stvari v naše življenje, se pravi nekih materialov zunaj nas, partnerja, ampak da rabimo pravzaprav odvršiti stvari, ki nam preprečujejo, da bi bili srečni. In ko mi odvržemo tisto, kar nas onesrečuje, takrat mi vidimo pravzaprav, pridemo do svojega bistva, do svojega jedra. In to jaz nekako skušam ljudem povedati, da je vse, kar mi potrebujemo v nas, ampak je treba pa ozreti se vase in pogledati. Ti se v svojih zapisih postavljaš v ospredje ženske. Ampak tudi ženske pozabljamo na ženstvenost, na nežnost, postajamo podobne moškim. Kje vidiš razlog za to? Zakaj prihaja do tega? Jaz mislim, da je ta družbena, oziroma da je družba pravzaprav pripravila zdaj ženske do tega, da so se začele zelo močno primerjati z moškimi. Da so postajale vedno bolj enakopravne moškim, ampak ta enakopravnost se je začela preveč kazati v neki enakosti. Želijo biti enake moški, želijo se dokazati v bistvu in so prišle iz svojega čutnega dela, ker ženska je tista čutna, je tista toplina, je tista nežna, so prišle v svoj razum pravzaprav. Zdaj ne vem jaz točno, zakaj se je to dogajalo, zato ker so hotele se dokazati, hotele biti enake, razlogov je verjetno več. Ampak ženske mislim, da so izgubile tisto svojo prvinskost, tisto svojo ženstvenost. In jaz se v bistvu v svojih zapisih obračam do vas, do žensk, zaradi tega, ker se mi zdi, da je njihov ego še vseeno malce manj prisoten kot moški ego in da si dovolijo včasih stopiti korak nazaj in pogledati vase, mnogo bolj kot si moški to. Tudi morda zaradi teh stereotipov, ki smo jih na začetku omenjali, v bistvu, da moški niso taki in drugačni. Ženske ste pa tiste, ki se tukaj še bolj prebujate, ki ste še več pripravljene vlagati svoje energije v neko osebno rast, v neko recimo zdrav način življenja oziroma način prehranjevanja in seveda na podlagi tega si želite nekih odnosov, ki so pristni odnosi, ki so ljubeči odnosi, ki so nežni odnosi, ampak rabite tukaj pomoč, rabite tukaj našo pomoč, kajti sami boste tukaj zelo težko, ker vedno, se veš, treba je dva, da plešete tango. Katere so pa najpogostejše napake, ki jih delamo v ljubezni, v odnosih, tako do partnerja, kot do prijateljev? Verjetno jih je tudi več, ampak kar jaz veliko krat pri sebi opažam in tudi verjetno se bom tem zdaj v mojih zapisih še bolj posvetuje, da ne znajo poslušati. In ta komunikacija potem je tista, ki pripelje do nekih nesporazumov. Vse, kar si človek želi v razmerju, in to si upam trditi, je biti viden, biti slišan. Ko imaš ti nekoga na drugi strani, sama veš, kako je. Če te nekdo samo posluša, če ti nekdo da prostor, da ti izraziš svoja čustva, ne glede na to, kakšna so, da te ne obsoja, da ne analizira vsega tega, in da te pravzaprav popolnoma sprejme, ne glede na to, kakšna si ti v tistem trenutku. In če mi znamo to narediti na obeh stranih, se pravi moški naredijo ta prostor za ženske in če ženska naredi ta prostor za moškega, potem mislim, da bomo tukaj lahko mi naredili en velik napredek naprej. In biti viden, biti slišan, poslušati. In tudi, ko gremo mi skozi neko nevihto, tudi, ko je nam težko v življenju, ko pride prijateljica na kavo ali pa ko pride prijatelj, ki začne razlagati o svojih problemih, takrat ne iti ljudje takoj tudi meni se je to zgodilo, a veš, kaj se šele meni dogaja. Poslušajte, morda mu je težko ta trenutek, tudi če ni ne vem kako velika stvar, se ni važno, za tega človeka je v tistem trenutku to zelo pomembna stvar, biti viden in biti slišan. Se mi zdi, da tudi ljudje preveč skrivamo svoje čustvo oziroma se pretvarjamo pred partnerji, pred prijatelji, družino.
Ja, tudi to ne vem zakaj pravzaprav, ampak smatramo verjetno, da so izraz negativnih čustev pravzaprav kot neke vrste prikaz, da smo, ne vem, šibki, da smo ranljivi. Ampak čustva so čustva, mi smo tisti, ki jim dajemo nek predznak v končni fazi. Mi bi vsi radi čutili pozitivna čustva, vsi bi bili radi veseli, vsi bi bili radi ves čas srečni, ampak to ne gre, to ni življenje. Ko si ti v nekem vorteksu, ko si ti v nekem življenju, v tej energiji pravzaprav, ki mi rečemo, ne vem, življenje, če se lahko tako izrazim, vse je prisotno tukaj, v tej polarnosti, v tej dualnosti je vse prisotno, tako negativna kot tudi pozitivna čustva. In škoda je pravzaprav, da mi zanikamo negativna čustva, si natikamo maske ves čas na obraz pred našimi znanci, pred partnerji, v službah, namesto da bi pravzaprav bili avtentični do tega. In ta avtentičnost pravzaprav do tega, da si priznaš, a si v PMS-ju ali nisi v PMS-ju, a si dobil, ne vem, kakšno preizkušnjo v življenju ali karkoli v bistvu, da si priznaš, ja, ta trenutek je tako, ampak se sprejmem sebe ta trenutek kot sem, mi se pa obsojamo, ker mi nekako, a je to družbeno, ne vem, mi ne bomo pač izpadli dobro, če bomo mi se čutili jezni ali pa žalostni ali pa strahu, ker ne smemo tega čustiti. Ampak čustva so čustva in če jih mi pravzaprav potiskamo proč, če jih mi pometamo pod preprogo, verjemi, da en dan najdejo pot na površje. Veliko ljudi oziroma poznam parov, ki vztrajajo v nezdravih, bolečih odnosih. Ne razumem, zakaj delajo to, oziroma kaj je razlog, da še vztrajajo. Ali je to navada, kaj je tisto, kar ljudi drži v določenih odnosih, ki jim škodijo? Tudi sam, ko se ukvarjam z individualnimi svetovanji, tega opažam, verjamem, izredno veliko. Ljudje se bojijo do neke mere izstopati iz nekega cone, ampak ne samo udobja, ker ni udobno, iz cone poznanega. Poznano ti je, ko ti preživiš 10, 15, 20 let z nekom, ti je poznano in bo izpadlo čudno, če boš ti zjutraj vstal in da morda tega človeka v tvojem življenju več ni, čeprav se nimaš lepo z njim. Ne glede na to, kaj doživljaš z njim in česa ne, je ta navajenost tista, ki nas drži. Predvsem pa tudi strah pravzaprav pred biti sam, ker ljudje ne znajo biti sami. Mi se bojimo biti sami in tudi družba oziroma ta svet nas ves čas v bistvu nekako posiljuje z vsemi vrstami informacij. Ta hrup nasičuje pravzaprav našo glavo do te mere naše bitje v bistvu, da mi ves čas rabimo nekaj impulzov od zunaj. In ko teh impulzov ni, takrat začneš ti poslušati glas znotraj sebe. Naša duša, ki te kliče, srce, ki te govori pravzaprav. In ljudje se velikokrat tega bojijo. Bojijo zato, ker bi slišali stvari, ki do neke mere vejo, da so resnične, pa jih morda ne upajo udejanjiti. Vedno pravimo, da iščemo boljšo polovico oziroma nekoga, ki nas bo izpolnil, se pravi, sami sebi nismo dovolj. Jaz pravim, vedno skušajte najti tisto izpolnjenost v sebi najprej. Zdaj, če bomo mi ves čas iskali nekoga, da nas bo izpolnil, bomo vedno ostali praznih rok, ker tudi na drugi strani nekdo išče nekoga, ki ga bo izpolnil. In veliko srečo bomo morali imeti, pravzaprav, da bomo najdli točno tistega človeka, ki nam bo pokril vse tiste manjke, ki jih mi imamo. Pa še ne vem, v bistvu, če bomo srečni. Tako da jaz pravim, iščite vi izpolnjenost ljudje, sami v sebi. Kaj je tisto, kar te veseli, kaj je tisto, kar rad počneš, izpolni svoje potrebe sam. Bodi zadovoljen v tem, kar si, to, kar počneš, uživaj v tem in postani celota. Postani celota sam s sabo in išči nekoga, ki je prav tako celota. Ker drugače se boste ves čas drug na drugega opirala in ko bo eden mečken zanihal, bo drugi padel. Ko bo en mečken zrasel, bo drugi se odstranil. In tako se dogaja danes. Ampak veliko ljudi je v razmerih, pravzaprav, če lahko temu rečemo karmični odnosi, ko se moramo naučiti neke lekcije, ko se moramo naučiti, da dobimo izkušnjo, kajti le skozi izkušnje se mi pravzaprav gradimo, se učimo, rastemo in upam, da nekega dne tudi zrastemo. Koliko smo ljudje monogamna oziroma poligamna bitja? O tem je tudi veliko govora v zadnjem času. Res je, ja. Glede tega res ne vem, ampak pravijo, ja, da smo pač mi poligamna bitja, da pač nismo narejeni za neke vezo do konca življenja z enim človekom. Veš, kako je? Jaz razmišljam vedno tako, ne. Vedno je možnost, da se partner ali ti, da spoznaš nekoga drugega, ki te morda bolj potegne, kot pa trenutna razmerja oziroma trenutni človek, s katerim si v razmerju. In najvišja oblika, po mojem mnenju, je svoboda, ljubezni. Najvišja oblika ljubezni je svoboda. In predstavljaj si recimo, da si v nekem, bom rekel, odraslem razmerju, da se razumeta, da rasteta drug z drugim in da prije partner v tebe in reče, veš kaj, zaljubil sem se v drugega človeka, želim biti z njim. In kaj bi bilo pravzaprav na mojem mestu tisto, da storim? Da privoščim človeku pravzaprav vso srečo in da ga spustim. In možno je.
lahko da se bomo najdli in bomo do konca življenja živeli pač drug z drugim. Morda pa po 10 letih, ko misliš, da je to, spoznaš nekoga drugega, ki te še bolj potegne pravzaprav. In če bomo znali biti zreli, bi bila edina prav stvar, ki jo lahko naredimo, je, da pravzaprav spustiš človeka, ki ga ljubiš, ker če ga res ljubiš, potem mu dovoliš pravzaprav biti srečen. Kaj pa praviš na to sodobno iskanje partnerjev preko spletnih aplikacij, ki je postalo tudi v Sloveniji moderno v zadnjem času? Zdaj, če je to samo za zabavo, potem, mislim, vsak človek ima svoje preference, vsak človek dela tisto, kar mu resnično paše, veš. In če nekomu paše, če si misli, da se bo tam najdel neko zabavo, nekega partnerja, ne vsekakor poskusi. Jaz sam pač tega ne prakticiram, sam tega ne poskušam, ampak kdo ve, morda pa najdeš tudi tam nekoga, ki te bo izpolnil do konca življenja. Urban, kaj svetuješ za konec vsem, ki iščejo srečno življenje? Vsem, ki iščejo srečno življenje, svetujem, da ne najprej skušajo najti srečo znotraj sebe. To je tista prvinska stvar pravzaprav in naj odstranijo vse plasti sebe, se pravi vse želje, ki niso njihove, vsa prepričanja, ki niso njihova, vse lažne identitete. Naj pogledajo, kaj je tisti, ki govori ego, kaj je tisto, kar govori pravzaprav duša in naj spoznajo, kdo v resnici so. In ko spoznaš, kdo v resnici si, kaj so tvoje želje, kaj ti duša šepeta, kaj si želiš početi in česa ne več, takrat postaneš znotraj sebe srečen in radosten. In takrat ne rabiš več stvari, ne rabiš ljudi, ne rabiš dogodkov, okoliščin, ki bi te osrečevali, v bistvu, ker se ti odločiš za srečo. Ti se lahko odločiš za srečo. In kdor se zna odločiti za srečo, ne glede na to, kaj je zunaj pada dež, ali si je sonce, ali je denar, ali ni denarja, ali je partner, ali ni partnerja, niti ni važno. Ti si lahko vedno srečen. Če pa svojo srečo pravzaprav pogojuješ z stvarmi, ljudmi, okoliščinami v svojem življenju, potem pa morda se bo to zgodilo, ampak verjetno boš vedno več tega iskal, ker do neke mere te bo srečilo, potem boš pa zopet želel več in več in več in več. Tako da iščite sebe v sebi in tam boste našli srečo. Urban, hvala za tale prijeten klepet. Upam, da se vidimo kmalu. Hvala, Mihaela, tebi. Srečno. Takole, drage gledalke in gledalci, oddaje Vita življenje je lepo. Še ena naša oddaja je pri koncu. In preden se od vas poslovim, naj vas spomnim, da nas spremljajte na naši spletni strani vitazivljenje.si in tudi na naši Facebook strani Vita življenje je lepo, kjer je vsak dan veliko zanimivih vsebin. Poslavljam pa se z mislijo iz teleknjižice Urbana Urbanca, ki nosi naslov Bojevnik ljubezni. Pravi pa takole: sledi temu, kar si, sledi svojim občutkom in si več ne zatiskaj oči. In ja, dobil jih boš po glavi in pod noge ti bodo metali polena. Prišel bo trenutek, ko boš izgubil zaupanje vase, ko boš obupal in ko boš želel odnehati, ko boš želel, da se vse konča. Vendar te bo srce gnalo naprej in ne glede na vse, sledi mu. Sledite svojemu srcu, pa srečno do prihodnjič. Ilka priporoča Ford Kugo, sedaj že za 21.990 evrov, s Ford bonom za financiranje Ford Credit. Na prvaizbira.si. Sobota Info. Za vas raziskujemo, odkrivamo in razkrivamo aktualno dogajanje. Vsak dan nas obišče več kot 22.000 bralcev. Vsak mesec zabeležimo 1,5 milijona klikov. Ob izrednih dogodkih smo najbolj ažuren, hiter in odziven medij, ter tako prva izbira javnosti. Pomurke in pomurci aktivno soustvarjajo vsebine koledarja dogodkov, ponudbo malic in malih oglasov. Sobota Info je med najbolj branimi spletnimi mediji v Sloveniji. Že 17 let prvi v Pomurju. Sobota Info.
Lovenjakov dvor v Polani pri Murski Soboti nadaljuje tradicijo nekdanje gostilne Lovenjak. Okolica je prava zelena oaza, ki gostom ponuja mir, počitek, spustitev, pa tudi rekreacijo. Urejeno imajo ovoro z živalmi, ki so za goste prava popestritev in veselje za najmlajše. Sredi te oaze stoji domačija v starem prekmurskem stilu urejen apartma, poleg pa je hiška z džakuzijem in savno. Tu je še prostor za kampiranje. V tem kompleksu stoji tudi hotel Štrk s 24 sodobno opremljenimi sobami. Goste hotela lahko koristijo bazen in savne, gostilna pa goste razvaja z vrhunskimi jedmi, od ribjih jedi do prekmurskih specialitet, pripravijo ajdovo zlevanko, juhe, dedole zrezki, ajdovo kašo z jurčki, pa še mnogo drugega. Vabijo vas na obisk in topel sprejem. Kmečka salama. Piščančje prsi. Grajska salama. Za najboljše si je vredno vzeti čas. Ave narezki. To sem jaz, paradajz iz Prekmurja. Tu so še moji bratje pa sestre. Zelo različni, kak v življenje. Eni veliki, mali, okrogli, eni pa žuti. Z nami živejo tudi naši prijatelji. Tudi oni različni, kak mi. Eni pazljivi, zapeljivi, eni prkati, mladi, zreli, vsi pa veseli. Rejsen smo kak ena velika družina. Zato, ker se imamo radi. Lušt, najbolj zadovoljen paradajz v Sloveniji.